po kosilu smo vsi malo zaspani, jaz imam ful dosti lepih slik, tako da upam, da bo to vsaj zgodilo, pa da sama tema, da vas pa tudi zanima dovolj. Zdaj, jaz sem si pripravila kar nekaj slajdov, malo smo časovno bomo videli, no, če predlagam, da če imate kakšno vprašanje, da mi jih kar sproti lahko zastavite, lahko pa tudi na koncu potem imamo še malo diskusije. Nekako bom začela z uvodom, kaj biodiverziteta je. Slišala sem, da nekateri izmed vas ste biologi, da se lahko, je kdo od vas biolog tele, ali sta mogoče, ja. No, za vaju bo mogoče to malo osnova, sam se mi pa zdi, da za vse bi bilo pa fajn, da najprej ponovimo, kaj sploh pojmujemo pod tem izrazom biodiverziteta. Potem bomo pa prešli na to, kako bi pa podnebni dejavniki in pa vplivi, v bistvu spremembe vplivali na njih preko določenih primerov. Tale prezentacija je pripravljena na zelo osnovni ravni, tako za razumevanje res pojma biodiverziteta. Zdaj, če koga zanima, mi smo na našem oddelku vodimo en projekt, ki se je zaključil letos avgusta, petletni projekt Natura Viva, v okviru katerega je bil glavni namen v bistvu ravno izobraziti ljudi o tem, kaj biodiverziteta je, zakaj je pomembna, zakaj jo ohranjamo. In pripravili smo tudi tole prezentacijo, ki je drugače na spletni strani na voljo, če bo kdo od vas mogoče kje kdaj predaval v kakšni šoli, karkoli, to je vse prosto dostopno, skupaj s prosojnicami in tekstom, kako razložiti, kaj pojem biodiverziteta sploh je. No, različne vrste, ne? Mogoče si nekateri biotska pestrost pojmujete kot, to so vse različne vrste organizmov, ki živijo na našem planetu. To so živali, rastline, glive, enoceličarji, bakterije, arheje. Te vrste med sabo mi dejansko kar enostavno lahko ločimo po različnih lastnostih, recimo po velikosti. Parameci je enoceličar, zelo majhno bitje, medtem ko medved je velik, tudi drugačno obliko ima. Ločijo se recimo ivanjščica od primožka po barvi, ločijo se po različnih zunanjih značilnostih, vendar to ni vse, ločijo se tudi po načinu življenja, torej recimo tale močvirski tulipan cveti spomladi, jesenski podlesek cveti jeseni. In pa ne smemo pozabiti, da v biodiverziteto štejemo tudi domače živali, pa kulturne rastline in pa sem seveda sodimo tudi mi, ljudje. In tukaj se ne bomo ustavili. Biodiverziteta je zgolj, različne vrste so zgolj ena od pestrosti, ki jo poznamo v biotskem svetu. Znotraj same vrste se med posameznimi osebki vedno tudi nahaja pestrost. Vsi osebki so si med sabo različni znotraj vrste. Mogoče kdo od vas ve, zakaj je to sploh pomembno. Zdaj to razliko, recimo na takem mrestišču, kjer pride tudi po 1000 sekul, rjave žabe so to, bomo rekli, da težko opazimo, mogoče bi rekli, vse so iste, ne? Ampak niso. Ne? Tudi tukaj, če bi pogledali zelo natančno, bi videli, da se razlikujejo po odtenku barve, po obliki, po vzorcu. Pri nekaterih drugih vrstah med osebki lažje zaznamo razlike, recimo pri tem polojniku različna barva oči, barva glave, vse to. In pa seveda en tak zelo dober primer je mi kot vrsta ljudje, se med sabo zelo dobro razlikujemo drug od drugega. Mogoče tu še najlažje razumemo, da je pestrost znotraj vrste velika. Že po zunanjih značilnostih verjetno prepoznate razlike med njimi, ampak tudi po njihovih sposobnostih. George Armani je oblikovalec, Steve Jobs gospodarstvenik, Lionel Messi je nogometaš, Frank Sinatra glasbenik. In zakaj je ta pestrost v bistvu pomembna? Če bi si zamislili, kaj nam ta pestrost prinese, če bi bili vsi osebki znotraj ene vrste enaki, a bi to prineslo razvoj te vrste in prilagajanje na neke določene spremembe? Ne. Če bi bili vsi nogometaši, verjetno ne bi imeli niti izumili obleke, kolesa, ne bi imeli glasbe, nič. In to je v bistvu
ta teorija, ki jo je razvil že Darwin. Naravna selekcija, naravni izbor poteka lahko, ravno zaradi tega, ker obstajajo razlike tudi med osebki in vrsta se lahko razvija. In tudi to je v bistvu biodiverziteta. Vendar nisem še čisto končala. Kaj je biodiverziteta? V ekosistemu, recimo na tej sliki, lahko vidite gozd, so različne vrste. Vsaka od teh vrst ima svojo vlogo v tem ekosistemu in celotni ekosistem so tako biotski kot abiotski dejavniki, ki se povezujejo v to povezavo in drug brez drugega te vrste v bistvu ne bi preživele. Zakaj? Zato, ker v biodiverziteto štejemo tudi povezave. Vse povezave, tako med vrstami, med osebki iste vrste, med okoljem in med vrstami, vse to skupaj predstavlja v bistvu pojem biodiverziteta. Tako da to je v bistvu ključno v tem, ko bomo govorili o podnebnih spremembah, kako vpliva na vrsto, je izredno poenostavljeno razmišljanje in iskanje rešitev, medtem ko moramo gledati, kakšne so res vplivi, recimo podnebnih sprememb na ekosistem, pri tem pa se bomo osredotočili in na vrsto, in na osebke znotraj vrste, predvsem pa na te povezave, zato ker če se kaj s temi povezavami zgodi, je tisto, kar v bistvu najbolj zamaje celotno biodiverziteto, celotni ekosistem. In kaj so te povezave? Tako, če malo ponovimo na hitro, ena izmed najbolj pogostih povezav je seveda plenjenje oziroma prehranjevanje, ptiči, ki je do nekega drugega ptiča, recimo tukaj potem voluharica, ki se prehranjuje s hrano, pleni hrano, bi lahko rekli, čaplja, ki je voluharica tudi v tem primeru. Potem izredno zelo pogosti odnos med vrstami in pa med osebki iste vrste je tekmovanje. Tukaj se bosta recimo dva kormoran preganja čigro iz neke skale ali pa dva kosa, ki se med sabo bojujeta za najboljšo mogoče samico ali kaj, ali pa hrano. So pa tudi pozitivni odnosi seveda, recimo sodelovanje je eno takšno, ko čebela se hrani z medičino na cvetu, nabere spotoma še cvetni prah in ga zanese na drugi cvet, torej pomaga tej rastlini pri razmnoževanju. Izredno pomemben odnos v ekosistemu je razgradnja. To so vsi organizmi, ki se prehranjujejo na tak način, da jedo nek mrtev material, mrtve organizme in s tem potem pomagajo krožiti snovem v okolju. In pa odnosi, kot sem prej rekla, niso samo med samimi vrstami, med organizmi, ampak tukaj gre tudi za odnose med abiotskim okoljem, kamor spada tudi podnebni dejavniki in pa organizmi. In pa en tak še bolj, če lahko rečem, še bolj si zakompliciramo življenje, torej nimamo samo enostavne odnose, direktne odnose, imamo tudi posredne odnose. V tem primeru, recimo, to vam lahko razložim na tem primeru, ko bo eno leto, ko bo zelo veliko kukavičje ručice, bo zelo veliko hrane za voluharico, ta se bo posledično zaradi obilja hrane namnožila, veliko bo voluharic in ker čaplja je voluharice, se bo tisto leto potem tudi čaplja imela več jajc in bo naslednje leto večja populacija te velike bele čaplje. Torej je cvetenje kukavice preko posrednika voluharice vplivalo na populacijo velike bele čaplje, ki so posredniki. Tako, zdaj pa sem prišla do konca, to pa je biodiverziteta, smo ponovili. Gre za same vrste, za razlike med osebki znotraj vrste in za povezave. In še en primer, ki ga je Davorin tukaj uporabil, pa se mi zdi zelo fajn in zelo aktualen, je tole. Zakaj so povezave v ekosistemu pomembne in zakaj jih mora biti dosti. Če si recimo zamislimo to situacijo, ki jo vsi poznate, ko se poleti začnejo valiti kolone avtomobilov iz Murske Sobote proti Kopru skozi našo Slovenijo, ko se naredi nek prometni infarkt ali pa zaradi kakšne prometne nesreče, se to ustavi. Če bi imeli mi več usporednih avtocest, bi se lahko preusmerilo, bi teh povezav bilo več, neka takšna
nesreča oziroma nek tak dejavnik, ki ima negativen vpliv, ne bi bil tako močen, kot pa, ko se naša edina avtocestna povezava v bistvu prekine. Torej, odnosi znotraj ekosistema so izredno pomembni med organizmi in abiotskim okoljem, morajo biti pestri, čim bolj pestri so, čim bolj je odporen ekosistem na neke spremembe, ki ga bodo doletele. Samo še enkrat ponovimo. Imamo vrstni nivo, pestrost vrst, med njimi ponavadi zelo dobro vidimo razlike. Imamo pestrost na nivoju osebkov med vrstami, kjer je malo teže, zato so si med sabo bolj podobni, vendar vseeno zelo pomembni jih lahko poznamo. In pa imamo ekosistemski nivo, kjer govorimo o pestrosti povezav, torej te povezave med osebki, med organizmi in pa med njimi in abiotskim okoljem so. Tisti, ki vsi skupaj, katere vse skupaj rečemo, da spadajo pod pojem biodiverziteta oziroma to je življenje na zemlji, kakor vemo. Zdaj pa gremo naprej, gremo na podnebne dejavnike in pa na podnebje. Verjetno ste to že mogoče slišali, veste, vreme in podnebje. Vreme je nek lokalni, omejen v času in kraju. V bistvu abiotski dejavniki, ki delujejo v omejenem času in kraju, medtem ko govorimo o podnebju, pa je to čez neko dolgoročno povprečni vzorec. In zdaj, ko govorimo o podnebnih spremembah, govorimo o podnebnih spremembah, ne o vremenskih spremembah, ravno zaradi tega, ker govorimo o nekih bolj dolgoročnih vzorcih in procesih. Zdaj, podnebni dejavniki v okolju so tisti, ki bodo imeli vpliv na vrste oziroma recimo na ekosistem. Delimo jih na primarne dejavnike, ki so temperatura, padavine, voda, ogljikov dioksid, parcialni tlak, kisika, radiacija, UV radiacija. Poznamo pa tudi sekundarne podnebne dejavnike, ki pa so posledica primarnih. Ker je več padavin ali se snežna odeja pospešeno recimo topi, se bodo lahko dvignili nivoji oceanov in to bo tudi imelo vpliv na ekosistem. Torej ne samo primarni, ne samo primarni dejavniki, tudi sekundarni bo imeli vpliv. Potem lahko so ravno to, če se prej začne topiti sneg, bo se začelo prej cvetenje in take stvari, pojavljanje požarov se spreminjajo se morski tokovi in tako dalje. Samo da gremo še enkrat čez tole hierarhijo ekoloških sistemov. Zaradi tega, ker boste videli čez primere, se bom postopoma šla od vrste do ekosistema. Kot smo rekli, na nivoju organizma bomo lahko pogledali, kaj se dogaja pod vplivi podnebnih sprememb z njihovimi lastnostmi. Morfologija so njihove zunanje značilnosti, fiziologija so notranje telesne značilnosti, organizmi imajo tudi določeno vedenje, v katerem se lahko spreminjajo, rast, razmnoževanje. Medtem ko na nivoju populacije govorimo o osebkih neke vrste, ki so skupaj in tvorijo populacijo. To so pač neki posamezniki, ki naseljujejo določeno območje v določenem času. In populacijsko dinamiko mi razumemo kot tisto, na kateri se odražajo recimo vplivi podnebnih sprememb. Ali bo ta populacija naraščala, se redčila, mogoče prišlo do lokalnega izumrtja, kaj se dogaja s populacijo. Ko gremo na naslednji nivo, govorimo o združbi. Združbo pa sestavljajo različne vrste in tukaj so ključne tudi te odnosi med vrstami. In ko govorimo o nivoju združbe in ko bomo pogledali vplive podnebnih sprememb recimo na združbo, se bomo predvsem osredotočili na te odnose, kaj se dogaja s temi odnosi in kaj to potem pomeni za posamezne populacije znotraj te družbe. Seveda, ekosistem je pa tisti nivo, kjer dejansko, ko govorimo že o združbi, se že skoraj premaknemo na ekosistemski nivo, zaradi tega, ker neka združba
živi znotraj ekosistema in hkrati imajo vedno vsi organizmi in vse vrste že odnose z abiotskim okoljem. Tako da, ko govorimo o ekosistemu, že vključimo podnebje, to hočem reči, ne? Tako da, ko govorimo o vplivih podnebnih sprememb na biodiverziteto, govorimo o ekosistemskem nivoju. Ne smemo iti na nivo organizma in ne smemo iti na nivo vrste, zaradi tega, ker potem zanemarimo vse te povezave. Ja, samo tako. Podnebje je že vključeno. In zdaj, podnebni dejavniki sami po sebi, torej, ne zdaj spremembe v podnebju, ampak podnebni dejavniki delujejo na ekosistem, so del ekosistema. To delovanje je pa lahko zelo različno, ni samo eno delovanje, ker imamo in primarne podnebne dejavnike in sekundarne podnebne dejavnike, ki bodo delovali, in pa lahko so med seboj te vplivi se povezujejo, lahko imajo tudi celo sinergistični, torej ta dva dejavnika hkrati delujeta in ko delujeta hkrati, imata še nek drugačen vpliv, zaradi tega, ker delujeta skupaj, na skupen način. Recimo, če se viša temperatura in vlažnost, je drugače, kot če se viša temperatura, vlažnost ostane konstantna. Ne? To za vsak organizem in za vse bo imelo različen recimo, vpliv. Ne? Tu sem pa samo za začetek predstavila, katere nivoje imamo in kje bi mi lahko potem pogledamo, kakšni so ti vplivi. Seveda moramo iti pa po celi zanki do konca, do ekosistema, če želimo res razumeti, kakšni vplivi imajo recimo podnebne spremembe. Začnemo sicer lahko na genskem nivoju. Mi lahko raziskujemo na genskem nivoju, kaj se dogaja, kako se odražajo neki vplivi nekih abiotskih dejavnikov. Potem lahko to tudi raziskujemo na celičnem nivoju, na nivoju nekega organa, premaknemo se recimo na zunanje značilnosti, a se neka vrsta bo zaradi, ne vem, višanja temperatur postala manjša, ker bolj to ustreza v takem višjih temperaturah. Lahko se bo umikala, vedenje se zelo pogosto spremlja, ko gledamo vplive, zaradi tega, ker je hitro in lahko opazno. Spremembe v fenologiji pomenijo spremembe v neki časovnici, nekih dogodkov znotraj življenja organizma, torej ne vem, ali rastlina cveti prej, ali ptiči izlegajo jajca prej. Potem, ko pridemo na nivo populacije, sem omenila, moramo gledati že dinamiko, torej smrtnost, spremembe številčnosti osebkov, v samem fitnessu osebkov, v razmnoževalni uspešnosti, smrtnosti. Ko pridemo na nivo združbe, se ukvarjamo z odnosi med vrstami in pa spremembami v njih in potem seveda se to odraža v spremembi strukture združbe v nekem ekosistemu. Zdaj pa gremo kar najprej že na prvi primer. Tukaj je en primer ene vrste in pa enega abiotskega dejavnika. Torej en tak zelo posplošen, za uvod, en tak zelo enostaven primer. Kako vpliva recimo višanje temperature, torej enega primarnega podnebnega dejavnika na eno vrsto. Zelo veliko je dela bilo narejenega že na tem, ne? Verjetno ste že vsi slišali to, da se zaradi zgodnejših, toplejših pomladi začne cvetenje različnih rastlin lahko prej v sezoni. Prav tako višje temperature pomenijo, da bojo se ptiči prej razmnoževali, bojo izleganje jajc bo prej potekali, potem se bo tudi posledično premaknilo začetek migracije na zgodnejše obdobje in pa tudi prej pridejo nazaj, če je se vse skupaj v časovnici zamaknilo. Recimo, še en tak primer je, da se lahko, to je pa vedenje, ne? Tukaj gre pa za premike. Govorimo že o populacijskem nivoju, ker se v bistvu vsi osebki znotraj neke populacije začnejo premikati. Recimo snežno odejo se premikajo severni jeleni, vedno severne, pa tudi severni medved in podobne vrste. Tam je to zelo opazno. Premiki se pa dogajajo seveda povsod. Potem tole je pa primer ptičev in pa sprememb v morfologiji.
Kot veste, pa kot je Tomaž že povedal, ptiči pač menjajo perje in v tem primeru so pogledali, kako se spreminja število peres v krilih teh ptic in so primerjali podatke iz različnih muzejskih zbirk, tako da so lahko zajeli 200 let morfoloških meritev teh ptičev in ugotovili so korelacijo, da se z višanjem temperatur, letnih povprečnih temperatur, dejansko ta morfologija peres spreminja. Zdaj, kar je zanimivo pri tem je tudi, da se včasih dogaja, da je recimo med spoloma prihaja do razlik v teh odzivih. Zdaj, ta rumena črta so samice in ta bolj strma krivulja pomeni, da se je pri njih ta morfologija bolj občutno spremenila čez obdobje teh 200 let in še bolj strmo korelira skupaj z okoljskimi temperaturami. Torej, celo pri samicah in samcih vidimo, da so lahko razlike in to ima lahko potem tudi posredno kakšne dodatne učinke na same populacije takih vrst, ker se spolni dimorfizem, rečemo spolni dimorfizem, razlika med samci pa samicami, povečuje in kaj to v bistvu pomeni, je potrebno potem naprej razmišljati. Zdaj, če pa pogledamo še tudi en tak primer v številu vrst. Tukaj je karta na levi, imate karto trenutnega števila vrst vseh dvoživk in plazivcev v Evropi. Temnejša modra barva pomeni, da je več vrst, to je tak zelo tipičen vzorec, zaradi tega, ker so to ektotermni organizmi in vrstna pestrost pri ektotermnih organizmih z jugom v Evropi, če gremo na jug, se povečuje, zaradi tega, ker je daljše obdobje v letu, ko se lahko vrsta razmnožuje in je zato nekako ta biodiverziteta pri njih pospešena, bolj poudarjena. No, na desni so pa v bistvu naredili en model, kjer so upoštevali, kakšne bojo temperature in pa povišene temperature, za katere vrste bo to ugodno in neugodno v prihodnosti. In so pogledali, kakšen procent vrst bo v 2050 še vedno tam stabilen in bo za njih pač podnebje in ugoden habitat še vedno na tistih mestih, kjer so zdaj. In dejansko tale nula je najslabša, torej rumena območja oziroma rumeno-zelena območja so tiste, kjer se je ta procent vrst, ki bodo se obdržale, ki bodo še vedno preživele pod takimi pogoji, ki jih pričakujemo, pač procent teh vrst bo izredno majhen. In verjetno je to, sploh, ker so dvoživke pač vključene v to, nekako se odraža predvsem v teh zelo suhih območjih, dvoživke, kot veste, rabijo vodo, in z višanjem temperatur se pričakuje tudi višja evapotranspiracija iz raznih vodnih teles in večje izsuševanje habitatov, tako da to je verjetno tisti nivo, ki pa gledamo recimo lahko to ni združba, tu gledamo pač vrste, ampak lahko gledamo tudi na večji skali, kakšni bodo vplivi. Zdaj pa pojdimo na naslednji nivo. Zdaj, to so bile vse primeri vpliva podnebnih dejavnikov, podnebnih sprememb, recimo višanja temperature na vrsto. Zdaj, kaj pa hočem jaz danes res vam nekako predstaviti, je pa to, da če se osredotočimo na eno vrsto, zanemarimo v bistvu to, da razumemo, kako bojo te spremembe imele vpliv na povezave med njimi in pa na povezave, ki tvorijo nek ekosistem in ekosistem je tisti ključen za ohranjanje biodiverzitete. Zdaj, sama se ukvarjam že od doktorata naprej z preučevanjem kuščaric in pa njihove, predvsem v zadnjem času, fiziologije, kako se z svojimi lastnostmi fiziologije bodo uspele prilagajati na različne okoljske stresorje, od podnebnih sprememb do drugih invazivnih tekmovalnih vrst, tudi izgube habitatov in podobno. In vam bom
predstavlja ta primer, kjer boste videli, da moramo res upoštevati odnose med vrstami, da razumemo, kaj se bo recimo s tole vrsto horvatovo kuščarico zgodilo v luči podnebnih sprememb. Ampak najprej se jo spoznajmo. To je horvatova kuščarica, tudi drugo ime ima tudi velebitska kuščarica, ker je bila opisana na Velebitu. Opisal pa jo je mađarski znanstvenik, ki se je pisal Horvat. Obe imeni izhajata iz nekega razloga. To je vrsta, ki ima takšno razširjenost, pojavlja se v delu Alp, južnih, jugovzhodnih Alp, tudi v Sloveniji v Alpah, potem Trnovski gozd, Iška, tle okoli Cerknice, na planotah Dinaridov in potem po celotni tejle taki verigi severnih Dinaridov, nekje do meje z Bosno, do gorovja Dinare, če ste že zdaj čarno tam hodili. To so podatki. Naredili smo tudi habitatni model, ki je pokazal, da je to vrsta, ki izbira visoke nadmorske višine. Zelo pogosta je nad 1100 metri. Najdemo tudi do 200 metrov v nižini, ampak njena številčnost je mnogo višja v višjih legah. In pa izbira mesta, kjer je količina padavin visoka v hladnejšem obdobju. To je pa v bistvu, ko delamo habitatne modele, nekako pokazatelj tega, da je v tistih krajih, ki so hladnejše, zato ker to so ponavadi gore, ki imajo več snega, imajo več padavin. Je majhna, nekaj takšnega, rep je daljši, ne, pri kuščaricah, tako da vse skupaj z repom tako. Zelo sploščena, rjave barve in prebiva na takšnih otokih skal, izredno dobro pleza, tako da se lahko premika povsem na opičnih skalah in jo najdemo tudi kdaj po kakšnih zidovih, čeprav se nekako bolj izogiba antropogenih habitatov. Boste potem kasneje izvedeli tudi zakaj. Prehranjuje se izključno z neretenčarji, kar najde poje, in pa ta vrsta je jajcerodna, pri nekaterih kuščarjih, recimo živorodnih kuščarci v Sloveniji ne izlegajo jajca, ampak žive mladiče, ta vrsta pa je jajcerodna in svoja jajčka nekje 3 do 5-6 jajčk odložijo samice nekje pod skale, v neke špranje, neke dost take konstantne, vlažne prostore, ki so pa hkrati dovolj blizu površja, da jih sonce tudi zagreje, da spodbudi razvoj in ko se mladiči izvalijo, so neodvisni od staršev. To so torej morfologija, to sem vam predstavljala, ki je 6 do 7 cm dolžine glave in telesa, dolgi prsti, dolge noge za plezanje. Zdaj, ko pa razmislimo še o njihovi fiziologiji, to so ektoterne živali, kar pomeni, da nimajo notranjih fizioloških procesov, ki bi ohranjale in proizvajale notranjo telesno temperaturo, tako kot jo imamo mi, vendar tega nimajo. In zato uporabljajo druge načine, da se segrejejo in hladijo, zato ker tudi to je izredno pomembno. Predvsem pomembno je tudi to, da ne izgubijo preveč vode, takrat, ko se segrevajo na soncu, zato imajo tudi zelo debelo keratinasto plast kože, ki preprečuje preveč izgube vode, ki je oblikovana v luske. In nekako tole je tak eksperiment, ki ga delamo pri nas v laboratorijih, kjer smo, tudi pri tej vrsti smo naredili tako, da damo kuščarico v tak dolg, podolgovat terarij. Na eni strani imamo luč, ki nekje simulira sončno ogrevanje, nekje 45 stopinj Celzija, na drugi strani terarija, ker je pač dolg, je hladno in pustimo tej kuščarici, da se premika sem in tja, zato ker to je ravno tisto, kar te živali počnejo, torej uporabljajo vedensko termoregulacijo, da svojo telesno temperaturo dvignejo in vzdržujejo na nekem območju telesnih temperatur. Zdaj, zakaj to počnejo? To je pa zato, ker, kot veste, tudi mi imamo našo telesno temperaturo 37 stopinj. Zakaj imamo točno takšno? To je tista temperatura, pri kateri se enzimatske, biokemijske procesi pač odvijajo v optimumu,
Tako da tudi, kdor bi si mislil, saj jim je vseeno, saj so lahko malo hladne, malo tople, ne vem kaj, ne, tudi ektotermni organizmi imajo svoje mehanizme, pa če je to vedenje, s katerim bodo vedno poskušali čim bolj natančno termoregulirati v okolju, da dosegajo neko določeno svojo preferenčno optimalno temperaturo, v kateri ima njihovi encimi v bistvu optimalni performance, optimalno učinkovitost. In to je recimo izmerjeno pri velebitski kuščarici okoli 29 stopinj. Če mi kuščarico merimo vsako uro, bo vedno imela okoli 29 stopinj, zato ker v tem takem terariju je v okolju, kjer ne dela ničesar drugega, kot vedenjsko termoregulira. Ne rabi se prehranjevati, ne rabi bežati pred ničemer, mirma, ona ima samo toplo in hladno in pač na tak način imamo mi ta eksperiment, zato da mi določimo, kakšna je njihova optimalna telesna temperatura. Zdaj, smo pa to, v bistvu, jaz sem pa to naredila, ker me je zanimalo, a je ta optimalna telesna temperatura pa vseeno enaka spomladi in poleti, zato ker vemo, da spomladi na višjih legah je zunaj še vedno zelo hladno, medtem ko poleti je pa tudi lahko prevroče. In sem nekako ugotovila, da ni čisto enako. Med pomladjo, to je črna, zapolnjen kvadratek, so termoregulirale okoli 28 stopinj svojo telesno temperaturo, medtem ko poleti so jo zvišale na okoli 30. Tako da nekaj malo sezonskega vpliva je. No, sem pa jaz to naredila tudi pri drugi vrsti, to je pa pozidna kuščarica, ki je pa nižinska vrsta. In tukaj smo pa ugotovili to, da pa ta nižinska vrsta pa vseeno ne termoregulira tako dobro, zaradi tega, ker spomladi, ko so nižje temperature, ne dosega 28, ampak bo kar termoregulirala in se zadovoljila s tem, da ima okoli 25, medtem ko poleti so bile pač statistično niso značilne razlike. Ko je pa zunaj toplo, pa obe dve enako termoregulirata. Zdaj pa pojmo še malo bolj v fiziologijo. Zdaj lahko, seveda, vsi vemo, da naša stopnja metabolizma je med vrstami, med nami, že med osebki lahko različna. Eni imajo hitrejši metabolizem, drugi imajo počasnejši metabolizem in tudi te lastnosti so pomembne. Zdaj jaz ne bom šla tle v detajle, jaz samo povem, da smo pogledali, kakšne so stopnje metabolizma pri tej vrsti in tudi primerjali z nižinsko vrsto. In tudi tukaj smo ugotovili eno tako zanimivo prilagoditev, torej vrste, ki živijo v visokih višinah, velebitska kuščarica, v hladnejših okoljih, ima hitrejšo stopnjo metabolizma, kar je verjetno povezalo s tem, da imajo krajšo sezono aktivnosti. Prišle bodo ven in postale aktivne recimo maja, pa nekje do oktobra, medtem ko nižinske vrste bojo lahko prišle ven že aprila in ostale aktivne do novembra in zato nekako ne potrebujejo zelo hitrega metabolizma. Še ena taka stvar, ki jo v bistvu delamo, je, da pogledamo, koliko izgubljajo vode. S tem to predvsem delamo zato, da vemo, kakšni bojo vplivi suš in pa izsuševanja nekih habitatov, torej vrste, ki bodo bolj ranljive, zaradi tega, ker bojo imele veliko izgubo vode, bodo lahko bolj izpostavljene tem spremembam, medtem ko pri velebitski kuščarici so nekje imajo primerljivo izgubo vode kot druge vrste iz podobnih habitatov in nismo zaznali nekega visokega. Zdaj, torej, kaj sem vam hotela predstaviti, je, kakšna ta vrsta je. Je izredno dobro prilagojena s fiziologijo, morfologijo na neke hladnejše, skalnate habitate in hladnejša okolja. V kakšne odnose se ta vrsta v svojem ekosistemu v bistvu v kakšnih odnosih je? Seveda je v odnosu plenilstva, torej ona je plenilec in pleni plen, kar so nevretenčari. Zdaj prihaja v stik z eno vrsto, ki je izredno podobna in zaseda podobne habitate, to je ta pozidna kuščarica, ki je sicer nižinska vrsta, ampak prihaja tudi do 1300 metrov visoko in zato prihaja v stik s to vrsto, s katero lahko tekmujeta.
sama je plen, torej ima plenilce, to so razni ptiči, ujede, tudi druge kače, drugi večji kuščarji, lisice, kakšne kune. In pa ima tudi recimo ta zanimiv odnos z krvnimi paraziti, ima tudi klope, ima tudi zunanje recimo ektoparazite. Tako da ti vsi odnosi so lahko tisti, preko katerih recimo bodo tudi podnebni dejavniki vplivali. Zdaj, tekmovanje je tisto, kar sem ga jaz izpostavila in sem tudi največ na tem naredila, tako da to vam bom predstavila zdaj. Zdaj, tekmovanje lahko prideta dve vrsti, ki bosta v istem času na istem prostoru, to je prvi pogoj. Ponavadi sta si te dve vrsti podobni, zaradi tega, ker na podoben način izrabljata vire. One dve vedno morata tekmovati za neke vire. Tudi če pride do agonističnih interakcij, to pomeni, da se spopadeta recimo, kar je najbolj zadnja možna v bistvu interakcija, ki si jo vrste želijo, bo vedno to za nek vir. Ali je to samica, ali je to prostor, ali je to hrana, ali je to, ne vem, kaj drugega. In, kot sem rekla, velebitska puščarica, tole z roza je njena razširjenost. Prostorsko se prekriva z razširjenostjo pozidne puščarice, ki je sicer izredno široko razširjena po Evropi in po Aziji. Tole sta slikci, da si jih ogledate, skočila malo naprej. Tole je pozidna puščarica, tole pa je Horvatova puščarica. Sta si izredno podobni. Tole pa je njuna, to so pa relativne abundance, torej gostota njihovih populacij, izmerjena v različnih nadmorskih višinah na Kočevskem. V nižini, kot vidite z modro, je zelo pogosta pozidna puščarica, medtem ko velebitske puščarice skoraj ne najdemo. Prav tako nekje do 500 metrov, potem nad 500 metrov že več velebitskih puščaric najdemo, vendar so populacije še vedno številčnejše od pozidne puščarice. Višje, ko gremo, se pa ta trend v bistvu obrne in višinska vrsta, torej velebitska puščarica je pogosta tam, medtem ko pozidna puščarica pa ni tako pogosta. Ampak kot vidite, se pozidna puščarica pojavlja vse do teh višin na Kočevskem. In zato tudi na terenu lahko pogosto gremo in najdemo na istih skalah obe vrsti, torej poznamo sintopične populacije, rečemo. Zdaj na teh skalah je mene zanimalo, kaj je tisti vir, pri katerem bi lahko prišlo do tekmovanja med tema dvema puščaricama. To je slika, ne vem, če kdo iz vas je Kočevske, ampak verjetno vsi veste. Tam je pogozdanost izredno visoka in puščarice pa potrebujejo odprta mesta. In to najdemo na takšnih nekih otočkih skal, predvsem Kolpska ostenja, kakšne vasi, ceste potem odprejo to in tam so te puščarice pojavljajo in živijo. In zato, ker je to en tak primer, to je eno tako skalovje sredi morja, gozda. To si lahko predstavljamo skoro kot en otok. To je tako izolirana populacija tukaj. In ko sta prisotni dve vrsti, je teh prostorov za sončenje v bistvu omejeno. Tako da smo mi si zamislili ta scenarij. Kaj se zgodi, če damo pa v ta terarij, kjer ena puščarica termoregulira, še drugo zraven, torej drugo vrsto, hkrati smo dali pa isto vrsto. In ko smo jim spet v bistvu v vseh treh možnih, ko je bila sama, ko je bila skupaj z osebkom iste vrste in pa ko je bila z osebkom druge vrste, smo jim pustili, da termoregulirajo in če bi pričakovali, da ni nobene interakcije med njima, potem bi dosegale iste telesne temperature, kot pa če so same. In smo dobili to. Ko so bile puščarice same, tole recimo pozidna puščarica, je termoregulirala okoli 26,5, potem okoli 27, to so vse nestatistično značilne razlike. Ni se spremenilo, kako je termoregulirala pozidna puščarica, čez vse tri različne kombinacije. Tole pa je velebitska puščarica. Kakor vidimo, izredno visoke temperature, torej skoraj 28, ko je sama, ko je skupaj z osebkom iste vrste, torej dva samca velebitske puščarice, oba
ne moreta tega doseči. Torej, morata nekaj drugega početi, ne? Torej, sta v neki interakciji in ne uspeta termoregulirati do 28, ampak samo do 25. Medtem, kot tudi tam je bila v bistvu statistično značilna razlika, tudi v paru z pozidno kuščarico bo velebitska kuščarica imela nižjo, kot če je sama. Ne? Torej, tudi takrat se nekako gre v neko interakcijo, ki onemogoča to, da bi dosegla tisto temperaturo, ki želi. Zdaj, kaj pa se dejansko dogaja? To je bilo pa potem, no, mi smo zdaj jih pustili, da termoregulirajo, vemo, kakšne temperature dosega, samo kako, kaj se pa v bistvu sploh dogaja takrat, ko termoregulirajo. Naredili smo še en terarij, da je bil okrogel in smo naredili luč na sredini in smo jih snemali, v bistvu, ker pri samih eksperimentih vedno pustimo žival samo, ker drugače vplivamo na potek tega, kaj se dogaja. Smo imeli videe, smo imeli točke, tako kot v GIS-ku, tako kot prej telemetrija, samo da tukaj je šlo za premike znotraj tega terarija in smo gledali, kako se premikajo, kje je ena, kje je druga, če je sama ali če sta obe, karkoli. Zdaj, rabo prostora, tu ni nobenih rezultatov, ne kažem, ker nam nič ni pokazalo, ni bilo nekih očitnih razlik v rabi znotraj tega termalnega gradienta. Kar nam je pa dalo odgovor, je bilo pa ravno to. Iz teh videov smo potem pogledali te posnetke in smo bili pozorni na to, kaj se dogaja, ko se v bistvu ena kuščarica približa drugi, s tem, da se jih dotakne, ali pa da se jih samo približa in s tem izzove nek umik. Tako da to smo gledali, ne? Kdaj se je približala, katera se je približala in kaj se je zgodilo, ko se je približala. Ali se je dotaknila, ali se niti ni dotaknila, ampak je to izvalo v bistvu nek umik, ne? Kar pomeni, da je znotraj tega termalnega gradienta vplivala ena na drugo in se je ta mogla premakniti recimo iz toplega v hladno, ne? In ja, tukaj v bistvu ne bom kazali nekih številk, ampak pač tle smo dejansko prešteli, da je pozidna kuščarica večkrat sprožila odmik pri velebitski kuščarici. Torej, že samo to, da je zdaj približala, je nekako na bolj plašno vrsto, torej na velebitsko povzročilo, da se večkrat odmakne in zaradi tega ni mogla termoregulirati. Tako da, to so eni taki indici na to, da tekmovanje pri teh dveh vrstah obstaja in da ima ta odnos, da je ena vrsta dominantnejša kot druga in da lahko pozidna kuščarica torej vpliva negativno na velebitsko kuščarico. Zdaj pa pogledamo še en odnos, to je plenilstvo. Kot sem prej omenila, kdo so plenilci kuščaric in kaj kuščarica naredi, ko zagleda silhueto enega ptiča ali pa ko vidi nek približevanje neke lisice nekoga, kuščarica vedno pobegne v skrivališče. Pred samimi kačami se ne umakne, tako, ker kače imajo drugačen način plenjenja, ne? Ampak kače njih dejansko iščejo v špranjah. Tako da tukaj pa gre za to, da mora biti kuščarica dovolj globoko v špranji, da je neka kača, ki bo imela večjo glavo, recimo ne bo mogla doseči, oziroma da se kuščarica izogiba skrivališčem, ki imajo vonj po kači. Tako da to sta dve taktiki izogibanja plenilcem. In tukaj smo mi v bistvu pa preučevali, kakšen vpliv lahko ima vrsta, ki tekmuje z velebitsko kuščarico pozidna preko posrednika. To so pa zdaj ti posredni odnosi, ne? Kako bo lahko vplivalo, če sta si različni vrsti v izogibanju plenilcev, kako bo lahko potem ta plenilski pritisk vplival na njuno interakcijo. Izvedli smo en poskus, kjer smo se simulira predatorja, s tem, da se z nekim počasnim premikom, ko vidiš kuščarico, začneš premikati proti njej in potem meriš, na kakšni razdalji pobegne od tebe in koliko časa ostane v skrivališču, preden pride ven. S tem meriš nekako to plašnost vrste in pa izogib pred plenilci.
In smo v bistvu dobili zelo velike razlike. Torej, kot ste prej videli, dominantnejša vrsta je pobegnila na krajšo razdaljo, medtem ko velebitska kuščarica bo že tam, pa je že pobegnila in dlje časa je v bistvu ostala, preden je prišla ven, kot pa pozidna kuščarica je pa kmalu zatem prišla ven iz skrivališča. Tako da njihova neka taka vedenska narava je bolj agresivna, če bom rekel, bolj taka pogumna. Zdaj, če je to dobra taktika pred plenilci, pred tem, da so plenjene, to pa v bistvu bi rekli, da ne. V bistvu bi plašna vrsta boljše ubežala plenilcem, tako da to je mogoče tudi en mehanizem, zakaj v Visokogorju te vrste ni, pozidne kuščarice, ker mogoče je preveč izpostavljeno. Druga stvar pa je, da pa še vseeno moramo vedeti, da če si ti pa predolgo v skrivališču, pa to vpliva na tvojo temperaturo, se pa lahko spet ohladiš. Tako da tudi je tak trade-off med tem. No, drug eksperiment je bil pa ravno ta, da smo dajali v terarije vonj kače in smokulje in modrasa, ki sta oba v bistvu dejansko potencialna plenilca teh dveh kuščaric in gledali, kolikokrat iztegnejo jezik ob prisotnosti tega vonja, v primerjavi s kontrolo, da smo v bistvu nekako vrednotili, ali prepoznajo ta vonj in se bojo pač izogibali tem skrivališčem ali ne. Spet smo primerjali obe vrsti in spet smo zaznali v bistvu, nismo zaznali nekih statističnih značilnih razlik v prepoznavanju vonja, torej obe kuščarici prepoznata vonj obeh kač kot plenilca, se odzoveta na to, vendar pa smo tudi hkrati spet gledali te videe, kaj počneta in imamo različna vedenja, ki so lahko izraz tega, da je kuščarica v nekem stresu, to je, da zmrznejo oziroma da takole z roko delajo ali pa z repom migajo. In tle se je pa spet izkazalo, da je velebitska kuščarica tista, ki je bolj nekako dovzetna in več teh vedenj izrazi pod vonjem plenilca, kar pomeni, da je spet malo bolj plašna, kar pomeni, da lahko da boljše se izogiba tem plenilcem, ali pa da je v bistvu zaradi tega primorana več časa posvetiti izogibanju plenilcev in manj časa recimo hranjenju, sončenju in tako. To je tak trade-off. Zdaj, kar je pa pomembno, pa je, da so te dve vrsti različni v načinu življenja, v fiziologiji, čisto malo, ampak da ravno to vedenska razlike med njima tudi preko posrednikov bo imelo vpliv na njuno interakcijo. Zdaj, kaj pa se bo zgodilo s temi odnosi, če recimo vpeljemo še ta dejavnik, kot je višanje okoljskih temperatur? Zdaj, marsikdo si misli, pa zelo tako posplošeno mišljenje je, da vedenska termoregulacija, zaradi tega, ker nima stalne telesne temperature, ampak se lahko odločijo, kako termoregulirajo glede na okoljske razmere, bo imelo neke take blažitvene možnosti za prilagajanje teh vrst na spremembe v temperaturi. Zdaj, to nekako ni res, ker vsa ta vedenska termoregulacija je izredno pomembna, predvsem pri vrstah, ki so občutljive na to, da vpliva na njihov čas, koliko časa bodo v bistvu mogle termoregulirati. Če bo prevroče, bodo se dejansko mogle več časa skrivati v hladnih območjih in zaradi tega ne bodo imeli toliko časa za hranjenje, za razmnoževanje in za vse ostalo. Medtem ko do določene mere na začetku pa ene vrste dejansko bodo imele benefit, da se ne bodo, če so takšne, ki se razširjajo v hladnejša območja, zaradi tega, ker že zdaj vidimo, da se razširjajo v hladnejša območja, zaradi tega, ker jim ugaja toplejše, bodo pa pod nekimi bolj majhnimi temperaturnimi spremembami lahko imele prednost zaradi tega. Zdaj, to je samo en tak primer, ko smo mi v bistvu pogledali vse vrste kuščaric, okoli 300, več kot 300 vrst kuščaric obstaja v družini kuščarice in smo v bistvu jih umestili v ene take grafe in pogledali, kakšno imajo preferenčno telesno temperaturo, pa kakšno imajo izgubo vode, pa kje živijo. Ravno zato, da bi videli, a mogoče kakšno okolje preferira, recimo ali sušno okolje preferira tiste, ki manj izgubljajo vode in tako dalje.
Zdaj, rdeče črtice so, kjer je velebitska kuščarica. Zdaj, glede na to, kje modrejša barva pomeni hladnejša okolja, vidite, da znotraj cele pestrosti kuščaric je to kuščarica, ki je izrazito vezana na hladna okolja. Zdaj, znotraj tega, kjer pa je izguba vode prikazana pri teh vrstah, je pa nekako vidno, da je nekje v zelenem območju, torej, kot sem vam rekla, ima neko srednjo stopnjo izgube vode. Zdaj, iz cele te analize je potem bilo narejen tudi tale graf, ki nam pokaže, da vrste, ki so iz hladnejših okolij, vseeno imajo v celotni skupini teh kuščaric višjo izgubo vode. Če gremo v toplejša okolja, torej tudi sušnejša, pa ta izguba vode pri vrstah v bistvu se niža. Tako da zdaj z nekim postopnim izsuševanjem zaradi klimatskih podnebnih sprememb vemo, da bodo na udaru v bistvu ravno te vrste, ki imajo visoko izgubo vode, in pa, kakor vidimo pri kuščaricah, bodo to vrste iz hladnejših okolij. Tako da nekako pričakujemo, da sem spada tudi velebitska kuščarica, čeprav ima neko srednjo izgubo vode, ampak še vseeno predvidevamo, da bojo izsuševanje lahko bilo na te vrste vpliv. No, zdaj pa samo da zaključim še to zgodbo s tema dvema vrstama in pa vplivom na njun odnos. Tole je torej, kako sta razširjeni na Kočevskem. In zdaj, dominantnejša je pozidna kuščarica. In pozidna kuščarica je tudi tista, ki je vrsta nižin in ki je bolj vseeno, kakšno temperaturo telesa ima, navajena je na izredno dolgo sezono temperaturno. In ravno zaradi podnebnih sprememb, zaradi višanja temperature bi pričakovali, da bo takšna generalistična vrsta se lahko postopoma z višanjem temperatur v višjih legah začela premikati navzgor, ker za njo je to ugodno. Zdaj, če bi se samo pozidna kuščarica razširjala, bi bilo super, ker bi je bilo vedno več, ampak mi imamo tukaj v združbi še velebitsko kuščarico, s katero smo tekmovanje, s katero smo v bistvu ugotovili, da je nasprotje dominantnejšega. Torej, ona ni dominantnejša v tekmovanju, ampak je, ona v bistvu bo tista, ki bo zgubila. Ona bo zgubila v tekmovanju. In dominantnejša vrsta jo na nekih omejenih območjih skal prisili v to, da ne termoregulira dobro, kar pomeni, da bo posledično lahko ne dosegala vseh svojih življenjskih procesov in postopoma se lahko populacije na višjih legah pač odločijo, zdaj se moram pa jaz umakniti. Umik je v bistvu tisti, ki se lahko zgodi. Samo umik v tem primeru ni mogoč. Vrsta na Kočevskem in pa v severnih Dinaridih, te obe vrsti, dosegata že najvišje platoje. Tam je najvišja nadmorska višina 1100–1200, medtem ko v Alpah je ta scenarij še mogoč, da se bosta obe vrsti zaradi tega odnosa njunega premikali gor, medtem ko recimo na Kočevskem to ne bo šlo in se zna zgoditi, da dominantnejša vrsta potem zaradi tega odnosa prevlada. To je ravno to, kar sem hotela povedati. V Alpah je to mogoče, medtem ko v celem tem arealu, kjer višine niso ni povsod, ampak kjer višine niso tako visoke in zasedajo že najvišje nadmorske višine na območju, ta umik ne bo mogoč. To je bil zdaj en tak malo daljši primer, kjer upam, da vam je zdaj malo bolj jasno, da če pogledamo samo eno vrsto, nam mogoče nič ni jasno, moramo res pogledati tudi povezave med vrstami, da sploh razumemo, kakšni bodo vplivi. Tako da si še samo malo pogledamo, kakšne so še druge možnosti vplivov na tem ekosistemskem nivoju. Zdaj, tale primer prihaja iz Azije, je primer azijskega medveda in pa divje češnje in pa v bistvu povezave, ki med njima, povezava, ki je vplivana zaradi podnebnih sprememb, zaradi višjega temperatur. In sicer višje temperature povzročajo pri divji češnji, da se to plodenje
spreminja, ne? In zato, ker ta vrsta ne prenese tega, da prehitro v sezoni cveti in plodi, se premika, ta fenologija se premika v višje lege in s tem tudi drevesa bi se mogla posledično premikati v višje lege, da bi se prilagajala. Samo drevesa sama se, če niso vetrocvetna, recimo, težko nekako naključno premikajo v neke nove prostore, vendar pa ima to drevo pač tega medveda, ki ji pomaga. Dejansko azijski medved je, tako kot naš rjavi medved, pretežno vegetarijanec, prehranjuje se pa zelo rad tudi s to divjo češnjo in je zelo pomemben pri prenašanju semen. Prejšnje raziskave so pokazale, da 40% teh semen od divje češnje ta vrsta prenese, poje in seveda iztrebi, s tem, ko gre čez prebavni trakt, verjetno tudi kakšni encimi vplivajo na večjo kaljivost semen, to se dostikrat dogaja pri teh vrstah, ki so seed dispersal, prenašalci semen. In pa zmerili so, da so te razdalje od tega starševskega drevesa, kjer se je medved hranil, do tankega prenese, lahko tudi zelo, zelo velike, tudi v kilometrih, torej vidite tudi 22 kilometrov stran. Zelo pomembno je pa tudi, da je to tudi po višinskem gradientu, torej tudi 500 metrov višinskega gradienta, recimo. In tukaj imamo torej en primer, kjer zaradi tega, da azijski medved nekako blaži vplive podnebnih sprememb na divjo češnjo, zato ker ji pomaga s premiki teh semen v višje lege. Zdaj, zakaj pa medved dejansko prenaša semena iz nižin v višje nadmorske višine, je pa posledica tega, da se tudi on premika z temi drevesi, in ta drevesa začnejo prej cveteti v nižinah, kasneje pa v višinah in postopoma se on premika. Hkrati pa potem, ko odcvetijo, so ugotovili, da se pa začne medved hraniti z nekimi travami in nekimi drugimi rastlinami, ki so višje v gorah in na tak način imamo pa tukaj tudi en tak pozitivni primer blaženja podnebnih sprememb, ko preko odnosa lahko se to blaži. Zadnji primer, ki sem vam ga pripravila, je pa iz Kalifornije. Dejansko so se ribiči spraševali, zakaj smo imeli leta 2005 izredno slab ulov lososov, recimo v primerjavi z letom 2001. In kaj lahko glede tega naredimo, ker so se v bistvu, oni so v Kaliforniji imeli sistem mirnih območij ribolovnih, nekako so si zamislili, da imajo ena taka območja, kjer se ne lovi in zaradi tega si bo lososu pomogel, ker pač ga ne bomo lovili povsod, se ne bo populacija zmanjšala. Bomo pa videli na koncu teh raziskav, ki so se pa osredotočile na trofični nivo. Kaj so ugotovili? Kaj je trofični nivo? Bomo pogledali. Trofični nivo je prehranjevalni splet, oziroma prehranjevalne stopnje. Kot veste, pač se prehranjujejo v morju, so hranila, na katerih se prehranjujejo najmanjši organizmi in ki fotosintetizirajo, v bistvu predstavljajo hrano, to je fitoplankton. Na fitoplanktonu se potem hrani zooplankton, na zooplanktonu se hranijo manjši plenilci, vretenčari, majhne ribice, večje ribice, večje in na koncu, torej na najvišjem trofičnem nivoju, ne na čisto najvišjem, ampak na zelo visokem je recimo losos. In raziskovalci so se odločili, da bodo to vprašanje, zakaj ni bilo lososov, da se bodo tega malo bolj kompleksno lotili. Ne bodo pogledali, kaj se dogaja z lososi, ampak bodo pogledali, kaj se dogaja z trofičnim prepletom, s to prehranskim spletom v morju. Ampak celo niso začeli z prehranskim spletom, začeli so še nekje druge, začeli so s tem zunanjim dejavnikom in sicer z sekundarnim podnebnim dejavnikom, z oceanskimi tokovi. Kaj vpliva na spreminjanje oceanskih tokov? To so pa atmosferske razmere. Tako da vidite, da je ta vpliv atmosferski podnebnih sprememb preko posrednih podnebnih dejavnikov, kar so morski tokovi,
potem na dviganje hranil, na dviganje hranil iz globin vpliva v morju, v morskem ekosistemu. Torej, naredili so si modele za to leto 2001, ko je bilo lososov veliko, in pa za leto 2005, kjer je bilo lososov manj, so naredili modele morskih tokov in so ugotovili, da je bil leta 2001, so bili zaradi atmosferskih razmer, zaradi hladnejšega zraka, so bili v bistvu te morski tokovi ugodni za dviganje hranil. In leta 2001 so morski tokovi povzročali, da je bila termoklina nižje, bila večja razlika med površinsko temperaturo vode in pa globinsko temperaturo vode in zaradi tega so se hranila dvigala, zaradi teh večjih, močnejših tokov iz globin gor. Medtem ko leta 2005 je bila pa situacija nekako, to zdaj ni, mislim, tako nek podobna, da se je ta termoklina, to je ta temperatura, stalna nizka temperatura, se je dvignila in tega mešanja vode, dviganja hranil iz globin ni bilo toliko. In kaj je to pomenilo za zooplankton, torej za te majhne prehranjevalce, ki se prehranjujejo s fitoplanktonom? To je bilo naslednje vprašanje. Kaj se je dogajalo s tem zooplanktonom, zaradi tega, ker so morski tokovi bili različni in je bilo dviganje hranil iz globin nižje. 2001 so pogledali, kakšno je bilo stanje krila, ker se ne pač imajo standardni monitoring krila vsako leto na teh močih, in so ugotovili, da so bili osebki in večji in več jih je bilo. Torej, masa celega krila je bila večja, ampak zaradi številčnosti in pa zaradi same velikosti teh osebkov. To je pa izredno pomembno. To je torej ta povezava. Morski tokovi so vplivali na dviganje hranil in manj je bilo hrane za kri. Zdaj, zakaj je to pomembno? Zato, ker so potem zaznali, da je zaradi tega pomanjšanega dvigovanja hranil prišlo do stradanja v populacijah krila, tega zooplanktona, ker ni bilo dovolj hrane. Ampak to ni imelo vpliv samo na to prvo stopnjo, pri krilu oni se levijo, da se preobrazijo v drugo stopnjo in so ugotovili, da šele po preobrazbi se ta razlika med leti 2001 in 2005 še poveča, zaradi tega, ker morajo biti osebki dovolj veliki, da imajo dovolj energije, da je to energetsko preobrazbo sploh lahko speljejo. Tako da so se v bistvu šele v naslednjem stadiju poznale še večje razlike v tem, v vplivu premalo hranil, ki je bilo zaznano leta 2005. In to se jaz zdaj res tako na hitro, zdaj bom zaključila, da ne bom predolga, potem seveda čez več trofičnih nivojev, kot sem prej rekla, od tega zooplanktona do manjših rib, do večjega plenilca, potem si lahko razložimo, zakaj je prišlo do manjših populacij, manjšega ribolova, lososov, ravno zaradi sprememb v tokovih, ki so vplivali na dvig hranil iz globin morja. Ja, če ne bom niti zdaj tega brala še enkrat. Kar bi rada poudarila je, kaj so oni zaključili, da so se v bistvu pa iz tega primera potem naučili. Naučili so se, da zavarovanje teh manjših območij, ki so prej mislili, da imajo ugoden vpliv na populacijo lososa, sploh ni smiseln. Zato, ker ne doprinese nič k temu, da bi bilo populacije lososa več, vendar se je nekaj dogajalo na nivoju oceana. V bistvu se je nekaj dogajalo na celem morskem ekosistemu, ker se je začelo že z morskimi tokovi. In zato v bistvu zdaj oni so se odločili, da morajo nekako premisliti in ugotoviti, kako upravljati z morjem, da ne bojo pač prihajali do tega, da potem tudi nimajo rib in da morajo to vedno imeti v mislih, da je celoten ekosistem upleten in da je treba razmišljati ekosistemsko. Verjetno, kar lahko v tem primeru naredijo, je, da v bistvu predvidevajo, glede na morske tokove, kakšno bo tisto leto, kako bojo se takrat hranila dvigovala in mogoče
mogoče, če je ta dvig hranil izredno majhen, povsem prepovejo za 1 leto lov lososa, da s tem ohranijo tudi neko genetsko pestrost, ker lahko jo zelo osiromašijo populacijo, ki je že tako nizka, ker se ne bo namnožila. Tako da ne gre toliko za neko območno varovanje, verjetno gre za neko bolj ciklično časovno varovanje v letih, ko je že tako zaradi podnebnih sprememb izredno malo hranil, takrat verjetno bi bilo smiselno izvajati manj ribolova, kot pa v nekih drugih letih prilagojeno v bistvu izvajanje ribolova. Tako, torej, za zaključek samo še enkrat poudarim, da čeprav zelo pogosto slišimo, kako vpliva temperatura na eno vrsto, se moramo zavedati, da biodiverziteta ni ena vrsta, biodiverziteta so odnosi med vrstami, je ekosistem in dajmo, prosim se, v prihodnje čim bolj osredotočati na to, da poskušamo pridobivati razumevanje na ekosistemskem nivoju. Hvala za pozornost.